Fajn, inspiracijski podcast z Majo Monroe. Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, gledalci in sledilci Fajn podcasta, kjer vas vsakič znova dvigujemo z zgodbami ljudi, ki delajo to, kar jih veseli. In danes je z mano v mojem Fajn studiu zelo navdihujoč mlad moški, da tako rečem, frontman skupine Joker Out, Bojan Cvjetičanin. Pozdravljen! Pozdravljena! Kako si? V redu, ful sem ponosna, ker sem prav izgovorila, sem prav izgovorila tvoj priimek. Jaz sem v bistvu Cvjetičanin, ampak načeloma je čist pravilno Cvjetičanin, tako da si bila ti bolj prav, tako da ja, super. Jaz sem se fokusirala očitno na ta zadnji del, ki se vedno malo in pol je bil tudi na glas na oni strani. Bojan, povej mi, vi ste v vzponu, Joker Out je v vzponu, ne glede na situacijo korone, ne glede na to, da ste bili v bistvu zablokirani že enkrat, ko ste želeli izdati v letu 2020, pa ste zdaj v bistvu razprodali dvakrat cvetličarno in kar greste navzgor. Kakšen je ta feeling? Feeling je končno izpopolnjujoč. Namreč zelo dolgo, oziroma natančno leto pa pol, je bil zelo moreč. Ker ko smo prvič razprodali cvetličarno in odprli prodajo kart za drugi večer, se je kar naenkrat zgodil ta kat, ne? In nismo vedeli, kdaj bo tega konc. S tem se je zavlekel tudi proces končevanja albuma in ko enkrat en proces traja toliko dolg, na koncu več ne veš, a je dobro, a je slabo, pač mešal se nam je že od tega in nas je res kar moril, tako da zdaj dejansko še lahko dihamo normalno. Jaz si predstavljam, da je to kot nek feeling, da poletiš končno ven iz te neke kletke, v kateri ne veš, v bistvu, kako dolgo boš mogel sedeti. Ti si, pa tudi jaz sem te tako doživela v živo, vedno poln energije. Je to in tako pozitiven. Kljub tej morečnosti si vzdržal to in je bilo to vedno v tebi, ali si to s časoma pridobil? Si taki človek? Po mojem sem že kot človek zelo, bom rekel, dobrovoljen, oziroma tak energijsko nabit. Kot otrok sem bil definitivno tak, no. Ampak ja, oder je v bistvu zame nek prostor, kjer se mi možgani totalno izklopijo in grem v nek flight mode in pač telo dela to, kar hoče in ja, takrat je očitno res toliko brez zadržkov vse skupaj, da sam eksplodiram. Kaj pa se je tebi, kaj je tisto, kar je tebe peljalo na to glasbeno pot? Vseeno, kakorkoli obrneva, biti glasbenik danes je na nek način tvegano, je nekaj drugačnega, je skozi ups and downs. Kaj je tisto, kar je tebe vseeno držalo na tej poti in te zdaj pripeljalo do tega v bistvu svobodnega flight mode stanja? Rekel bi, da pač itak na začetku ljubezen do ustvarjanja, kar je logično. In glede na to, da sem jaz to glasbeno pot začel, že 10 let nazaj z Martinom, z basistom, ki je pač moj najboljši prijatelj, in so se vmes priključili v band ljudje, s katerimi smo pač zdaj najboljši prijatelji, je že itak samo druženje dovolj velik povod za ohranjanje tega stika, ne. Sploh pa, glede na to, da pa skupaj delamo še muziko, je pa neizbežno, da bi ta muzika nastajala, ne. Tudi če bi bil to v resnici samo hobi. Pač mi smo skupaj, delamo muziko, imamo pa to srečo, da smo se vsega skupaj lotili toliko kvalitetno, da nam ni bilo treba recimo skrbeti za to, da je to nek toliko tvegan biznis, ne. Za enkrat. Svet izven garaže, ja, da sprejme v bistvu to, kar ustvarjaš, je na nek način sreča, ampak tako kot si rekel, je tudi ta kvaliteta, pa kar jaz mislim, je tudi ta povezanost med vami, ne? Kaj recimo tebi pomeni ta povezanost? Ker vem, da si se vmes loteval tudi, poskušal si tudi na svojo pot, pa si se pol vrnil v skupino. Zakaj? Kaj je tisto, kar je? Jaz sem imel pač ta nek mentalni izlet, zaradi tega, ker sem recimo temu začel ustvarjati v malo bolj mehkih vodah, kjer nisem videl spremstva benda, govorim izključno glasbeno, ne. Ampak dejansko sem v tem nekem procesu, ki je trajal mogoče malo manj kot 1 leto,
ugotovil, da mi brez teh ljudi zraven sploh ni toliko za delati muziko, ne. Tako da sem pol zelo hiter klical nazaj in prosil, če me vzamejo spet. V bistvu s prijatelji ali pa suportom, jaz vem, da tudi imaš starše, ki te podpirajo recimo na tvoji poti, si predstavljam nekako, da sta tudi ona dva velik del te tvoje vztrajnosti. Absolutno, jaz imam zelo lepo okolje, kar se tega tiče. Starši in sestra in pač vsi ostali sorodniki so res vedno bili izključno in samo podpora. Tudi, bom rekel, zelo dober vodič so bili zame, no. Nikoli se nisem počutil, kakor da v primeru, da izgubim kompas, da se bom izgubil, ampak pač sem vedno imel okoli sebe nekaj ljudi, ki so bili vedno pač pripravljeni mi najti pot nazaj, recimo temu tako. In to ne velja samo zame, ampak velja tudi za pač vse ostale fante v bendu, ne. Tako da mi smo dejansko, ker ko smo začeli s tem bendom, smo bili še mulci, nismo imeli izpitov za avto, pač ne. In so starši pomagali, kar se tega tiče, so nas vozili na vaje, na špile, kupovali so nam inštrumente v končni fazi, ne, ker pač itak, da nismo imeli svojega denarja. In v resnici smo zdaj zelo veseli, da jim nekako povračamo vse to s tem, da pač lahko pridejo na naš koncert in vidijo, k čemu so doprinesli, ne. Dostikrat recimo pa vseeno, kljub temu, da smo recimo uspešni na svoji poti, da se nam odpirajo poti in se odpirajo, ko delamo tisto, kar pač nam res srce pravi, da moramo, ampak dostikrat pa se vseeno zgodijo kakšni izzivi, ki jih moramo rešiti popolnoma sami. Se ti spomniš mogoče, kdaj ti je v lifeu bilo najbolj težko, pa da si vseeno mogel sam to zdelati? Ja, zame je bil to definitivno prvi letnik fakultete, prvič, ker sem se prvič v življenju narobe odločil glede nečesa, kar je zelo pomembno, ne, na življenjski poti. Namreč sem si izbral napačno fakulteto in potem, ko sem si rekel, da bom šel na drugo, in moral to polletno obdobje med prvim semestrom pa koncem pač prvega semestra biti doma in staršem razložiti, da pač sej bom začel študirati čez pol leta, ne, ni to konc mojega faksa. Pa niso tega tako razumeli, no, temu to reči, je bilo pač konc mojega faksa. Tako da čez to obdobje, kjer se je pa ustvarila tudi gola, čez to obdobje sem pa mogel zelo veliko stvari v svoji glavi pošlihtati, no, zaradi tega, ker takrat sem pa dejansko prvič začutil oziroma dosegel neko stopnjo deviacije od svojega normalnega življenja, ko sem se počutil, da vajeti niso več toliko v mojih rokah, ne. To je bil najbolj tak self-growth process, kar se mene tiče. Ampak si šel preko, ne, in potem v bistvu pridejo te nagrade, ko zmoreš iti čez trnje, ko zmoreš prebroditi blato in med drugim si ti igral tudi na odru že zdaj z največjimi pač glasbeniki v Sloveniji, rockerskimi, tudi Tomi Meglič, Pušti in tak naprej. Kakšen je feeling, ko končno stopiš ob svojega idola na istem odru? Ja, to je pa kar zanimiv feeling, no, moram priznati. Jaz sem res že kot otrok zelo oboževal slovensko muziko. In sem res velik fan te scene, tako da so bili zame Tomi Meglič, Grega Skočir, Tokac in podobni čisto enakovredni v resnici, ne vem, Billy Joe Armstrongu iz Green Dayov, pač ko sem odraščal. Tako da to, da te ljudje pridejo recimo na naš koncert kot gostje in so izjemno veseli in srečni in pojejo z nami, to je pač to si bom vedno imel kot čast, no, tudi če ne vem, kaj nam uspe v prihodnosti, je to še vedno nekaj norega. Naenkrat v bistvu ti ideali ali pa ti idoli, ki jih gledaš kot majhen otrok, naenkrat postaneš del tega sveta. Ampak je v tem svetu tudi kakšna žrtev? Je tudi kaj takega, kar v bistvu je pa slabo, pa mogoče kot otrok ne veš, da bo tam, ali pa nočeš vedeti? Absolutno je. Pa zaenkrat lahko delim samo te izkušnje, ki jih imam, ki absolutno še niso to, kar so doživljali slovenski, zdaj naši rock bogovi in podobni. Ampak je pa res, da sem pa vseeno doživljamo ta uspeh v času, recimo temu socialnih omrežij. Tako da
se že počasi počutim izjemno izčrpan od konstantnega, bom rekel, letenja in pregledovanja tujih komentarjev, misli. Vsak te lahko kamor hoče označi, vsak te lahko kamorkoli pokliče, ti nekaj napiše. In to se mogoče ne sliši pač toliko zoprno, ampak v resnici psiha kar trpi, no. Hočeš, nočeš, pač konstantno letiš čez to. No. Pa se ti zdi, da obstaja kakšen izhod iz tega, oziroma da bi v bistvu obdržal ta svet, v katerem si uspešen, v katerem živiš na odru, v katerem si ta ti, ki si želel biti, in hkrati, da bi se odmaknil od tega, kar te izčrpuje? Misliš, da obstaja kakšna pot ali pa rešitev, ali je pač to? Prvi korak, jaz bi rekel, da je prvi korak to, kar imam zdaj v planu dejansko po enem intervjuju narediti, in to je, da si grem kupiti pretvornik za SIM kartico, zaradi tega, da lahko dam svojo pač to nano, ta novo kartico v star telefon, ne, moram imeti ta pretvornik zdaj za to. Tako da se bom danes losal svojega mobilnega telefona in bom vzel pač eno staro Nokio. Tako da se bom s tem znebil recimo temu konstantne prisotnosti Instagrama, Facebooka in ostalih medijev. Pa v resnici se mi zdi to kar dober začetek. No. Pa bom videl naprej. Sporoči, kako dolgo boš zdržal. Bom. Meni se sicer zdi tudi ful dobro, mene to isto tako pritegne, v bistvu ta misel, ampak tako kot si prej rekel, ne, na nek način pa moraš biti vpet, ker to je neka nova realnost, ne, to je nek novi svet. Ne. Kaj bi ti rekel, da je duh tega časa ob vseh socialnih medijih, ampak tudi bolj ta recimo tvoja generacija, kaj so njene lastnosti, kaj je tisto mogoče dobro, tudi kar vi prinašate v svoji generaciji s sabo, pa recimo bi se lahko druge generacije naučile od vas? Zdi se mi, da je ta generacija postala izjemno recimo multitaskerska. Zdi se mi, da se ljudje resnično več ne opredeljujejo po nekakršnih žanrih ali pa nekih družbenih normah, ki bi bile strogo začrtane, ne? In se hkrati pač ukvarjajo s 1001 različnim čudesom na tem svetu. Zdaj, moj občutek je, da smo mladi odprti za kreativnost postali. Zdi se mi, da je ta generacija odkrila, da ima veliko za ponuditi in da ni več nikogar strah poiskati svoje mesto v tem širnem prostoru na različne načine. Zelo se povezujemo med sabo, to je zelo pomembno. Tako da ni več te neke mentalitete zaprtosti oziroma želje po individualnem ustvarjanju na račun tega, da nekdo drug izpade slabše, recimo. Kar je kar zanimivo, glede na to, da postajamo vedno bolj individualistična družba, ne? Nasploh. Ampak so pa itak tudi slabe stvari, no. Hitro postanemo ravnodušni. Kako bi rekel, nekako, malo mi pa manjka ta duh, vseeno duh človeškosti. Ker se mi zdi, da, ko razlagajo, na primer, starši, zdaj en tak specifičen primer, mi rihtamo svoj plat za vaje, ne? In res ogromno pač dela in sami smo se lotili vsega. In pač, ko meni starši rečejo, ja, ko smo bili mi mladi, si poklical 20 prijateljev, pa so si prišli, pa smo gradili skupaj plac. Danes je pa že kar razmišljaš, koga bi lahko poklical, pa kao en ti reče, ja, pa bi kaj lahko mi kao plačal, pa to. Zgubila se je ta neka pismo, ja, valjda, da ti pridem pomagati, pa se bomo podružili, spili pivo, pa the best, ne, se bomo imeli fajn. Ta moment se mi zdi pa, da se ful zgublja. No? Kar dlake so se mi dvignile zdaj, ker imaš prav, ker je res v bistvu se zgublja ta povezanost, ne? Čeprav, tako kot si rekel, po drugi strani pa se na nekih specifičnih stvareh pač te povezave zdaj dogajajo, ne? Na nekih interesnih stvareh, pa ko gre pa v to neko vsakdanje človeško povezovanje, pa se res na nek način zgublja. Ne? Koliko imaš ti moči kot en pač glasbenik ali pa vaša skupina, da bi v ljudeh prebudil mogoče to človeškost ali pa
koliko se ti zdi, da ima glasba še vedno moč? Ker recimo včasih je imela ful, ne? Včasih, če se spomnimo, ne vem, 70, pa tam je glasba bila res mainstream of the revolution. Ne? Nažalost je moje mnenje, kar se tega tiče, tako, da tudi v 60-ih, 70-ih, takrat, ko se je začela ta ko so Beatli začeli proti vietnamski vojni, neko glasbeno revolucijo. Kakorkoli obrneš, se te vojne, vse proti katerim se glasba bori, vsem dogajajo. Ne? In se odvijajo tako, kot da ne bi bilo te muzike. Ne? Pač dobimo pa nek lažen občutek tega, da je love and peace is all around. Ne? Medtem, ko v resnici ni. Tako da jaz bi nažalost, glede na Bregovićeve besede, ki je povedal, da v času vojne poskušal združiti bosanske glasbenike in intelektualce iz vseh strani. Probali so skupinsko prenesti ta message na ljudi, da pač dajmo se ne iti te vojne, ne. Pa so bili to res najvplivnejši muzičari iz tega ozemlja, ne. To pač niso bili kar eni ljudje, vsi so vedeli, kdo te ljudje so, pa se je vojna vsem zgodila, ne. In Bregović je rekel, da je takrat zgubil zaupanje v to, da lahko z muziko dejansko kaj spremeniš, ne. Jaz pravim, da glede na to, da se imajo ljudje ob naši muziki fino, da srečni ljudje ne povzročajo vojn, tako da če nam uspe osrečiti čim več ljudi, jih mogoče preprečimo to pot do ustvarjanja konfliktov v prihodnosti. Ja, meni se vseeno zdi, da glasba sploh v živo, ki je sicer v tej novi politiki omejena, ampak ta moment, veš, živega koncerta, ko se povežeš za publiko, ko se vibe dvigne, ne, da to je nekaj izredno terapevtskega, tako za vas na odru, kot za publiko. Ne. Se pravim, mogoče delujemo bolj preventivno kot kurativno. Evo. Ko zdaj razmišljaš o svoji karieri glasbenika, ki je v vzponu, ki je nekaj, kar je definitivno prava pot, kar se kaže, ampak imaš kakšne omejitve, recimo, vem, da bi rad šel ustvarjati pač tudi izven Slovenije, ampak kje pa je tista meja? Naprimer, hočeš zavzeti cel svet ali se vidiš točno na določeni poti in točno do določenih meja? Jaz bi bil najbolj vesel, če bi lahko ustvarjali in potovali z bendom, z nekim turbasom pač po svetu in špilali. Ne? Nažalost je to precej težko izvedljivo, no? Si ljudje ne predstavljajo, kako te zadeve čisto potekajo. Tako da pravzaprav smo si nekako zaenkrat določili, da je naš limit pač Balkan in da če bi nam slučajno uspel nek prodor na Balkanu, bi bili s tem že izjemno zadovoljni. Pravzaprav je pa moje glavno gonilo, kar se tega tiče, to, da vsakič, ko naredim nov komad, ga pošljem svoji babici v Banja Luko in pač reče, da je super, ampak da ne šteka, ne, da če lahko prevedem pa to, ampak se polka prevedeš, to pač ni to, ne. Tako da si zelo želim in komi čakam enega komada, ki ga bom poslal in bo rekla, wow, Bojan, to je pa the best, ne. Si predstavljam ta moment, no, ampak to je ta neka potrditev na nek način tudi strani naših korenin, to ti najbrž veliko pomeni, ne. Vse, kar sem rekel, ne, če te cela familija me pač podpira, so pa pač členi te familije, ki ne vejo čisto točno, kaj podpirajo. In bi bilo fino, da bi lahko enkrat brez razlage bilo jasno, kaj se dogaja. Ko želiš otroke čim prej, se pravi ti ta nek družinski del tudi veliko pomeni, kar sicer je recimo neobičajno za umetnike, glasbenike, ponavadi gre tudi težje skupaj, ampak vseeno, mene veseli vedno, ko nekdo tako razmišlja in te bom zdaj na tej točki vprašala, kaj pa je tisto, kar ti misliš, da bi mogel ali pa želel predati svojim otrokom? Kaj je tisto najpomembnejše, kar želiš recimo predati in pustiti za sabo? Jaz bi svojim otrokom v resnici pustil samo eno vodilo, ki je to, kar sta meni starša govorila celo življenje, in to je pač sam bod dober človek, ne, pač ne biti pizda. In jaz mislim, da to se pač lahko nanaša na čisto vse aspekte življenja in če pač naučiš otroka teh vrednot, da res v vsaki situaciji pač proba poiskati dobro za vse okoli sebe, kolikor se da, da je to že zaobjel praktično zelo en tak velik emocionalni spekter in vse ostalo. Dragi
poslušalci, gledalci, sledilci Fajn podcasta, naj bo današnje fajn vodilo, Bojanovo fajn vodilo, ne biti pizde. Bodimo prijazni, iščimo dobro, v vsakem je lahko nekaj dobrega in v vsem je nekaj dobrega, česar se lahko oprimemo, da v bistvu imamo to motivacijo tudi ostati v pozitivnih vibracijah. No matter what. Lepo se imejte, čau!